En lep dober večer oziroma dober dan v imenu Mestne knjižnice Ljubljana, Slovanske knjižnice. Na letošnjem že drugem spletnem pogovornem večeru Literatura v mestu smo v časopisni čitalnici Slovanske knjižnice, tukaj z Bežigradom, skupaj z današnjima gostoma, profesorico dr. Vaneso Matajc in pisateljem Sebastianom Pregljem. Lep pozdrav. Preden vaju nakratko predstavim, samo nekaj tehničnih informacij. V živo bomo predvajani po Facebook kanalu Mestne knjižnice Ljubljana in če bi želeli imeti kakšna vprašanja za oba gosta, jih lahko zapišete v komentar, jih bomo prebrali in na koncu tega pogovornega večera tudi na nje poskušali odgovoriti. Sedaj pa kar k predstavitvi. Gospa Vanesa Matajc, ste rojeni v Ljubljani, študirali ste primerjalno književnost in literarno teorijo, tudi doktorirali na tem oddelku leta 2003. Sedaj ste redna profesorica na tem oddelku. Pisali ste literarne kritike, objavljali jih od leta 1993 v različnih revijah in tudi v časopisih. Med leti 2004 in 2009 ste bili tudi v žiriji za nagrado Kresnik, kar dolga leta. V tem pogovornem večeru v okviru cikla Literatura v mestu ste sodelovali tudi lansko leto, in sicer v tandemu z pisateljem Tadejem Golobom. In takrat sem vas povprašala glede vaše kronične zastrupitve, ki ste jo našli oziroma dobili že zelo zgodaj v vaši mladosti, torej zastrupitve z besedami. Kako je zdaj kaj z njo bilo v času karantene, oziroma kaj vam je to obdobje prineslo, odneslo v povezavi z vašim delom in zanimanjem? Prineslo mi je pomanjkanje tega, da bi se besede dogajale v prostorih mesta, ker je bil delež potepanja po mestu zmanjšan. Če se potepam po mestu, recimo po Ljubljani, potem se na enem oknu pokaže v obliki kulturnega spomina Lili Novi in gleda dol v stari Ljubljani. Ravno tako z neke terase izpod Grajskega griča gleda dol Miran Mihelič. Ravno tako iz ene hiše se da videti, kako Prešeren odhaja v mesto. Ali pa s pogledom na Rožnik se lahko pomaha Cankarju. In kadar se človek, ki je tako kronično zastrupljen z besedami, kot ste rekli, da sem jaz in kar je res, tako lepo potepa po mestu, se skupaj s temi podobami teh oseb, ki jih nekako poznam iz knjig, v mestu dogajajo tudi njihove besede. In tako mesto postaja mnogočasno, ne dolgočasno, ampak mnogočasno in se časi prekrivajo, besede priklicujejo prizore, ljudi, vse je polno in živo in ta dogodkovnost besed mi je zdaj v mestu manjkala, ker se ni bilo mogoče sprehajati oziroma ni se bilo mogoče temeljito sprehajati. Zdaj upam, da se bo dalo tako malo nadoknaditi. Bo. Sebastian Pregelj, tudi vi ste Ljubljančan, rojen v Ljubljani. Študirali ste zgodovino, ampak zdaj že kar dolga leta delujete v oglaševanju. Pišete tako za otroke, kot tudi za odrasle. Zdaj zaenkrat so za vami 4 zbirke kratke proze in 7 romanov. In zadnji od vaših romanov, v Elvisovi sobi, je letos tudi nominiran za 2 nagradi. Nagrado Kresnik, čeprav vem že 5, oziroma ne Elvis, ampak vaši prejšnji romani, in pa za Cankarjevo nagrado, ki bo pa letos podeljena prvič.
Nekje sem zapazila, da ste v mladih letih tudi, vas je vleklo tudi v glasbo, da ste imeli tudi metal skupino, ampak glede na bero vsega napisanega, predvidevam, da ste nadaljevali v pisateljske vode. Kakšni so bili vaši pisateljski začetki in kakšne so te povezave z zdajšnjim vašim poklicnim ustvarjanjem? V bistvu pisateljski začetki, to se je pri meni zelo zgodaj začeli in verjetno sta na to vplivala Ciril Zlobac pa Tone Pavčak. Jaz sem imel to srečo, da Ciril Zlobac je v bistvu tako skoraj v bloku nasprot nas živel, ne? Se pravi, eno dvorišče je bilo vmes. Tone Pavčak je bil pod mojega sošolca in takrat zelo dobrega prijatelja stric, ne? In jaz sem že v prvem razredu ali pa v drugem mogoče, no, včasih zbežala iz varstva v šoli, ne, k Tonetu. In tam smo se imeli blazno lepo, ne. Sej to se ni tako redno dogajalo, se je pa nekajkrat zgodilo. In to je bila ena taka lepa izkušnja, potem smo tudi kdaj kam skupaj ven šli in oba moža, ne, in Zlobac in Pavčak sta se mi zdela neki, ne vem, kako bi rekel, ne, tako, neki nečist samo od tega sveta, ne, tako, nekaj posebnega sta bila, ne, nekaj lepega, ne. In v bistvu se je to tako nekako zelo v meni usadilo, jaz sem pa tudi od nekdaj nekaj skozi mogel ustvarjati, ne, tako kot ste rekli, ne, pač sej, če nisem pisal, sem imel pa band ali pa kakorkoli. Ampak to pisanje, pravzaprav jaz sem se že v osnovni šoli zelo resno odločil, ne, da pisatelj, to je najboljš biti, ne, čeprav si nisem niti predstavljal, kaj to pomeni, razen tega, da verjetno pač pišeš, ne. Mislim, da sem celo učiteljici za slovenski jezik enkrat, ker se nisem najboljš razumela, ne, nekaj v zvezi s tem zabrusil, ne, nekaj v smislu, da ne vem, da me jaz verjetno v kratkem ali nekaj takega za domače branje, pol bo pa videla, ne. To mislim, da še nisem, no, sicer, ampak se vsem. Tako da to je bilo to, ne, potem pa vem, v vojski recimo sem tudi, ne, to je pa, dobro, sej, v najstniški dobi več ali manj vsi nekaj pišemo, ustvarjamo, ne, samo da eni potem pač ne nehamo. Tam vem, da sem en tak zveščič, ker sem tudi neke dost specifične zgodbe pisal. V vojski sem bil v Makedoniji in je mogoče prav ta kulturna razlika, nek svet, ki ga nisem poznal, spet tako močno name vplival, no, da so se kar neki novi kanali odpirali. Sej ne vem, če je bila to neka dejavnost, ki je bila zaželjena v tistem okolju, ampak jaz to sem seveda počel, na koncu s tem nisem nič naredil, je ostal pa en tak fajn spomin na to, ne. No in potem tudi pri izbiri študija sem zelo dolg časa se odločil med primerjalno in zgodovino, ampak sem imel v osnovni šoli tudi eno učiteljico za zgodovino, ki je bila pa super in je bila toliko fajn, da sem se odločil, da v bistvu to želim postati nekam velik. V bistvu jaz bom učitelj zgodovine, ne. No, ampak življenje je nekako malo drugače šlo, ne, tako da na koncu sem pač pristal v oglaševanju, zgodovino sem doštudiral, nisem nikoli delal kot zgodovinar, mi je pa še zdaj zelo blizu in če bi se ponovno odločil, bi šel spet v bistvu študirati zgodovino, ker se mi zdi, da eno tako fajn širino, no. Mislim, zelo velike zakajev, pa nekih vzrokov in posledic, pa iščejo se odgovori, ne. Tako da moram reči, no, da sem vesel, da sem študiral zgodovino, čeprav se s tem pravzaprav ne ukvarjam, razen največ pravzaprav se ukvarjam s tem v otroških delih, ne, v zbirki zgodbe s konca kamene dobe, pa še tam se opiram pravzaprav na arheologe, ki pa niso tako blizu zgodovini, no. Tako da imam tudi to še kakšno anekdoto o nastajanju te zbirke. No, če mogoče preskočimo iz te antične dobe v Elvisovo sobo. Nekako ugotovili smo, da smo iste generacije, ne? Ali vas je, gospod Matajc, ta roman, ko ste ga brali, nagovoril tudi generacijsko, oziroma kaj naj bi bil ta pojem generacijski roman v nekakšnem razmerju do, recimo, razvojnega romana? Pravzaprav sta oba žanra precej povezana in tako sem tudi brala v Elvisovi sobi in ves čas primerjala to, kar doživlja Jan, s tem, kar sem doživljala sama. Tako daleč narazen, po moje tudi nisva. Generacijski roman v zvezi s slovenskim romanom
se je s tem ukvarjal recimo kolega z Inštituta za slavistiko v Gradcu, to je Felix Oliver Kohl, in sam je pravzaprav zelo fino pokazal to povezavo. Generacijski roman in razvojni roman, zato ker konec koncev generacija. Saj je ne povezuje samo dejstvo, da se je recimo ta skupina sovrstnikov rodila v istem desetletju. Mora se roditi tudi v približno istem prostoru in doživljati iste spremembe v tem prostoru, spremembe družbenih, zgodovinskih, kulturnih okoliščin in po možnosti, tukaj pa je povezava s razvojnim romanom, po možnosti je to spreminjanje okoliščin neko prelomno dogajanje. V tem primeru razpad Jugoslavije, ki pa je v bistvu tudi razpad generacije in to potem, pa moje najbolj prikliče, tudi Janovo protagonistovo iskanje, kako naprej. Se pravi, spreminja Jana tudi v protagonista razvojnega romana. Razvojni roman, Bildungsroman, zgovoren tekst s tem naslovom je napisal kolega Aljoša Harlamov, ki je tudi avtor super spremne besede v tej knjigi, v spremne besede k romanu. Tudi recimo prikazuje človeka iz določene generacije, ki pa mora najti svoj položaj, ki pa mora spregledati svoj položaj v okoliščinah, ki jih ni pričakoval in vrednote se mu ta čas nekoliko spremenijo, mora se razviti. Generacija, ko se vzpostavlja kot nekaj drugega, kot tisto, kar je bilo poprej, v povezavi s tem prelomnim dogajanjem, se mora nujno spremeniti tudi glede na to, kaj so bile vrednote staršev, recimo, kaj je bil predstavni miselni svet staršev in v Elvisovi sobi se mi zdi, da se predstavni svet precej spremeni, ne za Jana, ker se ves čas nanaša nazaj, ampak za Janovega sovrstnika, ki pa dosti bolj kot na medčloveške odnose da na tržne vrednote. Ne? Njemu pa se je verjetno ta predstavni svet odprej nekoliko spremenil. Tako sem brala Janov odnos do vseh prelamljanj, ki se zgodijo, tudi razkroja njegove generacije v slovensko in pa tisto, ki je padla direktno v vojno. Če tukaj naredimo en čisto kratek korak nazaj, mogoče za tiste, ki romana še niste brali, ali pa tudi tiste, ki ste ga že, pa radi slišite o njem, kdo je Elvis in kaj je Elvisova soba? Elvis je Janov prijatelj, Jan je glavni junak tega romana. Elvis pa njegov prijatelj iz osnovne šole, pač deček kot deček, s katerim se družiš v prvem razredu, ko vse te razlike, ki obstajajo med njima, niso očitne, oziroma takrat jih sploh ni. To sta dva otroka, ki se pač družita, igrata, imata zelo veliko skupnih točk, ne? In tudi čas, v katerem sta ona dva na začetku v šoli, ne, je drugačen. Ne? Te razlike nenazadnje niti niso bile toliko pomembne. Oziroma, če gledam iz svoje perspektive, jaz sem bil tudi takrat otrok in ne vem, koliko so bile v resnici pomembne, zdi se mi pa, da bistveno manj kot pač 15 let kasneje, ko je prišlo do vojne. A ne? Takrat je bilo pa zelo pomembno, kdo si, odkot si, kdo so tvoji starši, kaj je ozadje tvoje in tako naprej. Tako da Elvis je ta, bom rekel, na nek način mogoče celo nek tak protipol Janov, ne? Ki ima to smolo, ne, da v bistvu je v nekem času z neko svojo življenjsko popotnico se najdu na bistveno drugačnem križišču kot Jan ali pa te njegovi slovenski vrstniki, ne, se pravi on, Elvis
izhaja iz makedonske družine, ki so muslimani, oni so se preselili v Slovenijo, to so bili pač čisto ekonomski razlogi, ampak seveda, konec 80-ih so se pa stvari začele spreminjati in komplicirati, stvari, ki prej niso bile pomembne, so začele dobivati težo, no in potem se začnejo tudi poti Jana in Elvisa pač ločevati, Elvisova soba je pa pravzaprav tisti prostor, ki ostaja v spominu kot neko varno zavetje iz otroštva, se pravi nek lep spomin, na neke dobre stvari, ki so se nam dogajale, nekje, kjer smo bili varni, kjer je bilo vse prav, ker pravzaprav se niti tam not v tej otroški sobi nihče ni velikih vprašanj postavljal. Ti otroci so se samo pogovarjali mogoče, kaj boš, ko boš velik. To je bila tista prihodnost, v katero so nekako se še obrnili in si nekaj odgovarjali. Kaj več pa ne. In to je tisto zatočišče, kamor se pravzaprav tudi Jan proti koncu začne vedno bolj vračati. V knjigah oziroma romanih Sebastiana Pregla je velikokrat prisotno veliko fantastičnih elementov. Mogoče v tej Elvisovi sobi še najmanj. Na kakšen način oziroma kako deluje na bralca to spajanje fantastike in pa nekega realnega prostora in časa, ki mu sledimo recimo v Elvisovi sobi? V Elvisovi sobi se takoj na začetku pojavi čarovnik. Ta čarovnik, mož v črnem, s črnim klobukom, ki da Janu kovanec, potem leti ob nebotičniku. Več v bistvu na začetku ne izvemo. A je to fantastično? Ali je to Janova domišljija? Tukaj se mi zdi, da se hitro postavimo v položaj, ko prepoznamo, da je to otroška domišljija. Seveda gledamo skozi Janove oči, poslušamo to, kar pripoveduje Jan, ampak ker vemo tudi, da je otrok, je nezanesljiv pripovedovalec, in ta čarovnik se nam nekako ne zdi realen. Se pravi, ga imamo za domislek Janove domišljije. Konec koncev se pojavlja čisto v realnem okolju, kot eden od gostov kavarne, sicer seveda vzbudi svojo posebnostjo Janovo pozornost, ampak kako ga vidi otrok, tako po moje bralci dojemamo tega čarovnika. To je domišljija, otroška domišljija, ne pa tudi fantastika, kot sem jo pa brala v prejšnjih vaših romanih in tam je delovala drugače. Tam pa je bilo nedvomno to, da ne gre za domišljijo tega ali onega človeka. Mogoče za halucinacijo koga, ampak to je ostalo nejasno. Predvsej nejasno. Marsikdaj nejasno. Tako da, kar se tiče fantastike in realnega, kar se tiče domišljije in realnega, se mi zdi, da je to najbolj pripriča, da svet v romanu tudi sami bralci in bralke gledamo z Janove perspektive. Je samoumeven svet, kot ga zaznava Jan otrok. In spomnim se, da je kolegica Gabriela Barnik, mislim, da napisala ob branju romana v Elvisovi sobi, da se tu ne izreka sodb, zakaj se je zgodilo, ampak da se samo predstavlja simptome, signale. In to je v resnici nekaj, kar otroško perspektivo dela prepričljivo. In to je tudi po moje nekaj, kar doživljanje tega Janovega sveta v romanu tako zelo dela prepričljivo. Ta pripoved z otroške perspektive ni
nobenih motečih elementov, ki bi vnašali neko odraslo, pametno, razumno stališče ali poskušali kompleksno predstaviti razpadanje Jugoslavije v Sloveniji. To je otroška perspektiva iz otroškega sveta. Res prepričljiva. Je pa napolnjena seveda za otrokovo domišljijo, z njegovim načinom predstavljanja si stvari, z njegovim usmišljanjem in ne deluje fantastično. Meni ne deluje fantastično, ker fantastično bi nas moralo puščati v negotovosti, ali je nekaj racionalno razložljivo, mogoče halucinacija, mogoče sanje nekoga, nočna mora, ali pa je res na delu nadnaravna sila. Tako je fantastično utemeljil Cvetan Todorov in mora nas puščati v negotovosti. Jan in njegove predstave pa nas ne puščajo v negotovosti, ampak je to njegov izkustveni in predstavni svet. Zelo prepričljiv. Tako sem brala. Zdaj ste že nakazali oziroma povedali, da je pripoved oziroma nekak slog pisanja v Elvisovi sobi izbran tako, da gre, da pravzaprav jezik oziroma razmišljanje odrašča skupaj z protagonistom. Torej začne se skozi otroške oči, potem pa se razvija naprej. Zelo zanimiv, saj meni osebno je bil tudi sem pa tja upeljava nekega vsevednega pripovedovalca, ki se mečkrat prevrtava naprej in nam zbuja neke slutnje, kaj bi se lahko zgodilo. Kako ste se odločili za ta način, torej na eni strani tega linearnega pripovedovalca in upeljavo tega vsevednega? Ja, za Jana se mi je seveda zdelo najbolj logično, da je tako, kot je, da je pač otrok, ne? In kako otrok gleda na svet, in to se mi je tudi zdel tisti čar, ker konec konca tudi mi se tega tako spominjamo, čeprav smo potem v svojih spominih zaradi vsega, kar smo kasneje izkusili in se naučili, mogoče jih tudi malo popravili, ne? Ampak vendar, ne? Ko razmišljamo o nekih teh zgodnih otroških spominih, ne? So taki fajn, ne? Tudi kakšne tako malo čudežne stvari se vmes dogajajo, ne? Ampak seveda, ne, tako kot ste rekli, ne, ni tam nič toliko zelo čudežnega. Ne. Pravzaprav so to samo stvari, ki očarajo otroka, ne, ki ga prevzamejo, ki je navdušen. Ne. Sej delal sem na tem seveda, da njegov svet, ne, se počasi odpira, počasi se širi in vedno več vidi, vedno več stvari doživlja. Na začetku moram reči, da je pravzaprav skoraj lažje, ne, ko imaš dečka, ki je par let star, ne, potem rata malo problem, ne, ko pride v najstniško obdobje in to nekako odpiraš. Ne. No, tam sem bil že malo bolj negotov, ne, koliko sem še na trdnem ledu, ne, ker se mi zdi, da hitro ne, lahko malo zgubimo ta občutek, ne, nas malo odnese ali prehitro v odraslost, ali pa da se ta otroški svet malo na silo vleče. Ne, tako da to je bilo tako, no, se mi zdi kar velikega brisanja in popravljanja. No, to drugo, kar ste vprašali, ne, sem hotel imeti pa še nek moment zgodovine, ki je pač, ali pa nekega toka dogajanj, ki je močnejši od nas. Ne. Mi si nekaj predstavljamo, živimo v nekem svetu, imamo neke podobe, v nekaj verjamemo, ne, to so stvari, ki smo se jih naučili, tako ali pa drugače, potem se pa začnejo dogajati stvari, ki so od tega večje, stvari, ki jih nismo mogli predvideti, stvari, ki so kar od nekje prišle, tudi če je nekdo govoril, si tega nisi znal predstavljati. Recimo, smo v romanu moment, ne, ko vsi govorijo, vojna bo, ampak te fantje si tega ne znajo predstavljati, oni so nazadnje partizane pa Nemce gledali. Ne. To je bila vojna, ki si jo takrat mogoče razumel. Neka druga država napade tvojo državo in potem je vojna, državljanska vojna, pojma nismo imeli, kaj je to. Ne. Dobro, tudi takrat je bil šolski sistem drugačen, ne, so nas pač mogoče tudi malo drugače in druge stvari učili, oziroma poudarki so bili drugje. Ne. In se pravi, Jan s tem svojim odraščanjem pravzaprav, ne, je na nek način trči, ali pa ga ta val, ne, dogodkov na nek način nosi s seboj. Ne. Tako, ko se mi zdi, da nas je takrat vse, če bi bilo to neko običajno,
odraščanje, tako kot se te otroci tudi pogovarjajo, kar rečejo, ne, in potem bi zelo tako neslišno se spremenili v svoje starše, v to, kar sicer nismo hoteli postati, ne, ampak na koncu smo bili taki, ne. Tukaj se je pa zgodilo to, ne, da poleg tega, da se je končalo otroštvo, se je še nek družbeni sistem spremenil, ne, in takrat se pravzaprav vse se je naenkrat spremenilo. Ogromno enih sprememb je bilo. Se mi zdi, da za mladostnika pa že samo ta sprememba, da se otroštvo konča, dovolj velika. Kaj šele vse ostale spremembe, ki jih takrat niti ne razumeš, niti ne vem, če so jih ljudje, ki so bili aktivno vključeni, tako dobro razumeli in so pravzaprav, a so res tako dobro vedeli, kaj se dogaja. Ne. Se mi zdi, da recimo v 80-ih se je govorila, ne, tudi o tem, ja, pa Slovenija bi mogla biti samostojna država, ne, kako bi bilo to vse super, kako bi bili fajn in tako naprej. In ne vem, če so vsi te ljudje, ne, ki so takrat to govorili, dejansko verjeli, da se lahko to tako hitro zgodi, ker dejansko se je to kar naenkrat zgodilo. Ne. Sej mogoče takrat v nekem času, ko smo odraščali, se 3 ali pa 4 leta zdijo ogromno. Ne. To je pa res en neskončen čas, ne. Ampak v resnici se pa to zelo hitro zgodilo. Ne. Vse te spremembe so prišle, vse se je zavrtelo in bilo je praktično naslednje jutro drugače kot včeraj zvečer. Ne. No, Aljoša Harlamov je v spremni besedi k romanu zapisal, da je to v bistvu prvi slovenski roman o osamosvojitvi. Kako pa vi gledate na to? Ja, da Aljoši glede tega podatka popolnoma zaupam. Jaz mislim, da on to veliko bolj ve od mene, tako da bo to verjetno to. No, jaz se bom za kratek čas vrnila v kraj dogajanja tega romana, pretežno se dogaja v Ljubljani. In prej ste že omenili enega črnega moža, ki ga Jan sreča na Nebotičniku. Tako da bi prebrala en kratek odlomek, preden pridejo na Nebotičnik. Po kosilu se vsi skupaj odpravimo v mesto. Oče je predlagal Nebotičnik in vsi odrasli so se strinjali. Do Nebotičnika imamo slabo uro hojo ob glavni cesti. Pločnik je širok in nikogar ne skrbi, kako bo šlo s kolesom. Mami hodita spredaj, z Martinom sva v sredi in se menjavava na kolesu, zadaj gresta očeta. Ko pridemo do Nebotičnika, oče pove, da je bil v času, ko so ga zgradili, najvišja zgradba daleč naokrog. Zgradili so ga po naročilu in z denarjem pokojninskega sklada, projektiral pa ga je arhitekt Vladimir Šubic. Vajin ded je kot mlad fant, ki je šele prišel v Ljubljano, sodeloval pri gradnji, naj jo pogleda. Povedal je, da je nekoč na tem mestu stal srednjeveški samostan. Ko so delavci začeli z odkopavanjem, so naleteli na star vodnjak. Tisti, ki so ga izkopali, so bili kasneje prepričani, da je bil vodnjak želja. Vsakemu od njih se je izpolnila želja, ki jo je imel takrat, ko so z lopatami zadeli v zgornje kamne. Sprva se niso zavedali, se oče nasmehne in odkima. Počasi pa je postalo očitno. Vajin ded je bil med njimi. Ljubljana je zelo veliko opisana v tem romanu in že lansko leto smo v pogovoru s Tadejem Golobom govorili o pojmu urbani roman, ki ste ga vi omenili, da je mogoče bolje, da se ga omenja kot roman mesto oziroma roman metropola. Bi v Elvisovi sobi sodil v to zvrst romana? Ne bi rekla. Je pa bistveno to, da je generacija in sam junak razvojnega romana, do neke mere razvojnega, da je lahko njegovo dogajanje generacijski prelom in prihajanje do tega stanja odčaranega sveta, ko čarovnik zgubi svojo moč, oni črni mož, je vezano na prostor. Ljubljana je bila ena od prestolnic republik bivše skupne države, tudi središče sobivanja ljudi iz različnih kulturnih tradicij, tako se obiskujejo Elvisovi starši in Janovi starši. V Ljubljani je zato najbrž precej več možnosti, kot bi bilo nekje na podeželju
na kraškem podeželju, kaj vem. Tako da z tega vidika je Ljubljana seveda zelo, zelo navzoča v romanu, zelo tematizirana, ni pa to roman Metropola, ker ni v ospredju mesto kot nekako tisti dejavnik, ki šele ustvarja junake. Ampak so junaki tisti, ki delujejo v mestu in se spreminjajo glede na to, kaj se s mestom dogaja v družbeno-zgodovinskih okoliščinah. Pri romanu Metropoli je drugače. To je recimo Zadie Smith, tako Beli zobje, ali pa Hanif Kureishi, ki predstavljata medkulturni, izrazito medkulturni in večkulturni London, ki divje utripa in v bistvu mesto samo svojimi načini življenja, svojimi trki v različnih načinih življenja šele ustvarja like. Tu se mi pa zdi, da so osebe močnejše od mesta in ne pustijo se začarati mestu, ampak ga odčarajo, če lahko tako rečem. No, Nebotičnik se pojavi tudi v vašem romanu Na terasi Babilonskega stolpa. Kaj vam pomenijo te mestne legende, oziroma kaj vam pomeni mesto tako za dogajalni prostor vaših romanov, kot tudi za ustvarjanje, recimo? Ja, glede na to, da sem v tem mestu rojen in da v tem mestu živim, mi je všeč, ne? Mislim, fajn mi je tukaj živeti in imam čisto rad to našo Ljubljano. Tako da se mi zdi na nek način zelo tako nehote, vpleta v razmišljanja in potem tudi pisanje. Ja, in seveda, potem pa, ko hodiš po ulicah, in recimo, ko sem z Gašparjem Troho pisal ta literarni vodnik po Ljubljani oziroma literarne poti Ljubljane, takrat sem pravzaprav začel malo bolj prebirati zgodbe o posameznih hišah, pa kje je kdo živel, ampak potem te ne zanima samo to, da je v nekem bloku recimo živel Oton Župančič, ampak tudi kaj je bilo predtem, pa kdo je predtem tam živel. Potem se kar naenkrat, tako kot v blok, ko greš, kaj je ogromno enih vrat, se ti tudi pri teh zgodbah o zgradbah začnejo nove in nove zgodbe odpirati. In to je eno tako super raziskovanje. Mislim, v to bi se pa res lahko potaplo, ker je blazno zanimivo, in potem seveda, ko greš v preteklost, tudi ta način življenja, kako se je spremenil. Ker sigurno bilo pred 100 leti to bistveno drugače kot danes, pa tudi mesto je bilo bistveno manjše, kot je danes. Tako da, ja, predvsem izhaja iz tega, da pač tukaj živim, tukaj ustvarjam, zelo rad grem kam drugam, ampak se tudi zelo rad vrnem. No, zdaj mogoče že nekaj pogovora minilo, imamo mogoče kakšen komentar, zaenkrat še ne. No, če kdo želi zastaviti kakšno vprašanje, naj ne okleva, kar pogumno. Mi gremo pa naprej in sicer naprimer spomin, ki ga imamo na mladostna leta, zna biti včasih zelo zmuzljiv, oziroma velikokrat lahko ugotovimo, da je naš spomin na določene dogodke zelo nezanesljiv. Ko ste pisali roman, s čim ste si pomagali, da niste recimo zašli preveč v neko nostalgijo, sploh kar se tiče otroštva, in kaj menite o samem bledenju zgodovinskega spomina na splošno? Ja, to bledenje je verjetno na dveh nivojih. Eno je zelo naš osebni nivo, eno je pa potem, ko se v bistvu začnejo neke politike spreminjati in so tudi neke težnje po spreminjanju temu, kako si razlagamo preteklost, čemu se daje poudarke. Zdaj, čisto osebno, zgodovino ne se vede, pač ljudje smo taki, da boljše stvari si zapomnimo, slabše malo odrinemo, nekam čez rob tega našega spomina. Jaz sem probal zelo tako oklestati te stvari, da ne bi bilo tega preveč, da ne bi nekam zabredel v neke zelo te nostalgične vode, ker to niti ni bil namen.
Je pa res, ne, da ko pišeš in ko se začnejo te kanali odpirati, ne, ko se toliko stvari spomniš, ne, je to kar težko. Ne. Bom rekel, to kar vre. Ne. V bistvu se verjetno to vsi doživljamo na nek zelo podoben način, ne, in potem je treba pač nekako zelo paziti, ne, kaj nisem paziti. Jaz potem veliko brišem, jaz nič ne pazim, ko pišem, ampak seveda potem, ne, v nadaljnjem procesu, ne, je tega brisanja ogromno. Ne. Tako da ta osebni spomin sem potem tudi zelo šel preverjati, ne, ker glede to, kako si kakšne stvari sledijo, ne, se mi zdi, se tudi hitro pozabi. Ne. Vse je malo, tako je bilo tam enkrat v 80-ih, pa ne veš točno, je bilo 85, 86, mogoče celo 87. Seveda, ne, ko pa zadevo nekako postavljaš, zgodbo, je pa to zelo pomembno naenkrat, ne, tako da sem kar nekaj stvari šel preverjati, ne. Tudi recimo potem, ko omenjam, pa to zelo bežno omenjam, recimo, ne vem, ta zborovanja, ne, se četvorica, pa vse ostalo, kar se je takrat dogajalo po Ljubljani, ne, no to sem mogel zelo preverjati, kaj je bilo prej, kaj kasneje, kako se je to dogajalo, ne, pa recimo ob aretacijah že takoj se nekaj dogajalo, se malo kasneje dogajalo, ne, to so stvari, ki preprosto si jih jaz nisem zapomnil, ne, sem se, bolj gre za te občutke, ne, ki so me pravzaprav gnali pri pisanju, ne, to preverjanje dejstva, no pa hvala Bogu tudi ni tako naporno, ne, se to, mislim, sploh danes je to relativno preprosto, ne, veliko je bilo že v tem napisanega, ne, in se ni problem do teh podatkov pridati, ne, veliko bolj izmuzljivo je, ne, če bi se res z neko preteklostjo ukvarjal, ne, če bi se ukvarjal, ne vem, da bi zgodba bila postavljena v srednji vek, tam je pa res težje preverjati, ne, kaj in kako. Tukaj je bilo to lažje, ne? Težje preverjati, že, ampak morda lažje napisati zgodbo. Tukaj je pa preteklost še tako bližna, da je zelo, zelo težko najbrž iz nje izbirati za zgodbo. A lahko jaz nekaj vprašam? A bi kakršnokoli malenkost, ki signalizira, da gre za čas, ko razpada Janov svet, ko razpada prejšnji svet, a bi kakršnokoli motivno malenkost spremenili. Dali čemu večji poudarek, mogoče preobrnili pozornost kam drugam. Čisto radovedno sprašujem, ali vas je kdaj to zamikalo narediti? Glede na to, da je dogajanje tako kompleksno, da se ga pri vami še v bistvu res noben, kolikor jaz vem, ni upal lotiti v romanu. No, sej, prvi en odgovor, preden odgovorim, mislim, par stavkov. Jaz sem tu zelo dolgo odlašal. Jaz sem idejo za ta roman nosil po moje 15 let, ne. Prelomni trenutek je bil to pravzaprav, kako je lahko eno jutro še vse v redu in kako je lahko naslednje jutro svet postavljen na glavo, kar se nam spet, pravzaprav zdaj po tem korona, se pravi obdobju, smo to ponovno nekaj takega doživeli. Ne. To, kar se zdi nepredstavljivo, ne. Recimo, da ne bomo hodili v službe, ne, da bomo doma. To je bilo nepredstavljivo 3 mesece nazaj, ne, da se to ni možno v tem svetu, v katerem živimo, in vendar je bilo, ne. Se pravi, v času Janovega odraščanja tudi, ne, ta vojna, to je bilo nekaj, kar se mojim junakom zdelo nemogoče, pa se jim je zgodilo. Ne, ampak, če odgovorim, jaz sem pravzaprav zelo mogel zreducirati vse te zadeve, ne, ker res se pravim, jaz to, ko sem skice delal, tega je bilo neskončno, ne. Tako da na koncu, ko sem se pač odločil za stvari, ki sem jih vključil, kaj pa vem, ne, se mi zdi, da mogoče takrat celo bolj sem vedel, zakaj so kakšne stvari noter, ne, več kaj te distance, težje se mogoče spomnim unga občutka, ki je na koncu prevagal, da sem nekaj obdržal, nekaj pa izpustil, ne, ker seveda lahko bi še za 3 take romane nekih stvari zraven dal, ne, pa sem se kar trudil, no, ostati na koncu pri tisti neki liniji, ki sem jo zastavil, no. Občutek je bil merilo, doživljanje. Zelo občutek je tako. Podoživljalo nek dogodek. Ja, se mi je zdelo, da bom na ta način jaz najmočnejši, ne, ko bom pisal, ne. Ker sem se tam najboljš počutil in tisto, kar je pravzaprav spodbudil neke spomine, toliko močne, se mi je zdelo, to je tisto, ne. Zdaj, dobro, kakšne stvari so šle ven preprosto, zato ker se zgodbo niso ujele, ne. So bile čist neki odvodi, ki so nepomembni, ne.
Mogoče bi tudi lahko kakšno stvar še iz tega romana zdaj črto, jaz ne vem, ne. Ampak trudil sem se pa, no, ne vsega tega, ne, kar je privrel na dan, ne vključiti, ne. Roman ni avtobiografski, a ne? Čeprav je nekako ta časovnica Jana verjetno dosti podobna vaši. Ja. Jaz sem se ta prvo blazno trudil, da bi bilo čim manj, ne. In potem sem seveda tudi Jana malo zamaknil. On je bil več letnik 70, on je bil naenkrat letnik 73, ne. Ampak pri vsem tem, ne, sem spregledal, ne, da potem, ko pridem pa do ključnih momentov, mi smo bili pravzaprav, se pravi, če gremo kar v vojsko, zadnja generacija, ki je še služila v JLA, za nami je samo še pol generacije prišlo in potem je bilo vsega konc. In takoj, ko sem ga zamaknil, ne, seveda, jaz, ko sem pisal, je bilo to vse super, dokler nisem prišel do obdobja, ko je šel Jan v vojsko, ne. In on je šel v JLA, ko JLA ni več obstajalo, ne. In potem seveda, ne, smo šli malo spet nazaj, ne. Tako da jaz sem blazno hvaležen urednici in lektorju, no, ki sta res bila zelo skrbna in zelo dosledna pri tem, ne, ker mene pogosto kar pol malo odnaša, ne, potem sem pa pravzaprav res, ne, ko sem se sprijaznil s tem, da pravzaprav Jan je pa tok star, ka jaz, potem je bilo pa blazno preprosto vse to popraviti. Jaz sem tega blazno branil, ne, ker pa že tak Jan pa Sebastian, ne vem, to mi je tudi nekako tako, kaj pa vemo, ne, ampak ja, no, to ime se mi je zdelo že v začetku zelo fajn, ne, ampak sem si ga malo drugače predstavljal, ne, tako da sem ga probal malo od sebe odriniti, pa sem ga pa, ne vem, v sosedno klop v razredu postavil. No. Prišel nazaj. Ja. No, torej, že tudi lansko letni nagrajeni roman s Kresnikom Belo se pere na 90 ima kar nekaj teh recimo skupnih zgodovinskih dogodkov iz naše polpretekle zgodovine, ki so bili bralcem tudi zelo privlačeni. Zakaj mislite, da je bralcem tako zelo všeč brati romane z neko predpostavko, da se je nekaj res zgodilo? To je pa vprašanje, na katerega se jaz nikoli nisem znala odgovoriti. Tole, kar ste vi povedali, stale, da je v bistvu ta doživljeni spomin kriterij za to, kaj bo šlo v zgodbo, kaj pa ne, za oblikovanje tega pogleda na preteklost, ki jo raznaša od možnosti kaj povedati. To se mi zdi zelo prepričljiv kriterij za pisanje nečesa, kar je ali pa lahko ni avtobiografska pripoved. Zakaj pa je to pomembno za branje? Tega pa res ne vem. In tudi nikoli nisem razumela, zakaj so bralci na vsak način hoteli odkriti, kdo je v resnici, recimo Elena Ferrante. In tudi mi ni preveč pomembno, da se Lojze Kovačič v Prišlekih pravzaprav nanaša na svojo lastno osebo, ko pripoveduje o tem, kako se orientira v ljubljanskem prostoru, ali pa da najbrž Marjan Rožanc v romanu Ljubezen tudi črpa iz otroške izkušnje in da Vitomil Zupan v komediji Človeškega tkiva tudi zaznava Ljubljano, kot da gre za avtobiografsko pripoved. Ampak to so pripovedi, ki se pravzaprav distancirajo do tega, da bi bile strašno osebno izpovedne. Ne vem pa, zakaj bi bilo za prepričljivo narejen pripovedni svet tako zelo pomembno, da ga lahko povežemo z avtoričino lastno izkušnjo. Če pripoved ustvarja prepričljiv močen pripovedni svet, potem se mi zdi to čisto vseeno. Mogoče pa vendarle je zanimivo primerjati izkušnjo avtorja ali avtorice v kakšni temeljni človeški skupni izkušnji, eksistencialni izkušnji, ne vem, smrt, umiranje, ljubezen, erotična ljubezen, doživljanje rojstva,
otroka. Mogoče, da je to tisto, kar mika, da potem delamo primerjavo s svojo lastno izkušnjo vsega tega skupnega, temeljnega človeškega. Ampak pri dobri literaturi se mi res ne zdi pomembno, ali se je to resnično zgodilo, ali bi se bilo lahko samo morda zgodilo. Mogoče Rok je, ne? Potem pa bi mogoče vas, Sebastian, prosila za en kratek odlomek. Zdaj, da smo se pogovarjala Lahko tizga, ne? Ja. Mogoče je to ravno en tak spomin, o katerem smo prej govorili. Spomnil sem se, kako sem nekoč dolgo tega s Petrom in Elvisom stal na griču za bloki. Bili smo v 2. ali 3. razredu. Nismo bili v šoli, ker je bil praznik. Čakali smo letalo. Vsako leto je na ta dan mesto preletelo vojaško letalo, iz katerega so metali letake, na katerih je pisalo Živela OF. Bilo je oblačno in pihal je veter. Potem so z neba začele padati kaplje. Mi smo še kar čakali in strmeli v nebo. Tu in tam je sivo kopreno prebodel sončni žarek, dežne kaplje pa so bile kljub temu vse gostejše. Petrova mama je z okna večkrat zaklicala, naj ne stojimo na dežju, a smo se pretvarjali, da je ne slišimo. Še nekoliko kasneje zagrmelo in se ulilo. Redki sprehajalci psov so se umaknili v garažam in vedrili, mi pa smo vztrajali na griču. In takrat se je zgodilo. Najprej smo zaslišali hrumenje motorja, potem se je na sivem nebu prikazalo srebrno letalo. Letelo je nizko, tik nad bloki in točno proti nam. V tistem trenutku je skozi oblake posijalo sonce. Lilo je kot iz škafa in sijalo je sonce. Preden je bilo letalo nad nami, so iz vitkega trebuha začeli padati letaki. Pognali smo se z griča in tekli skozi mokro travo, kolikor smo mogli. Hitro smo pobirali razmočene lističe papirja in jih imeli v kratkem polne roke. Šele ko smo jih imeli toliko, da jih nismo mogli več držati, smo odšli v garažam in kupčke papirčkov previdno odložili na robnik ter si jih skrbno ogledovali. Primerjali smo, katerih ima več. Največ jih je imel Elvis, najmanj jih je imel Peter, jaz sem bil nekje vmes. Elvis je vzel nekaj letakov svojega kupčka ter jih dal Petru. Potem jih je nekaj dal še meni. Tisti trenutek smo bili najsrečnejši fantje v mestu. Od sreče me je žgečkalo v prsih. Ko smo se razšli, smo letake vsak v svojem bloku razdelili po nabiralnikih. Kar je ostalo, smo odnesli domov. Spomnim se, da so se mi tisti dan, ko smo stali na griču, kaplje zdele mehke, tople in prijazne. Ampak to je bilo dolgo tega. Čudno, da sem se spomnil. Hvala. Mogoče za konec nekoliko klišejsko vprašanje, pa vendar, kakšni so kaj načrti za naprej, pripravljate kaj novega? Pišem nov roman. Zaključil sem serijo Zgodbe z konca kamene dobe. Tako da na zelo kratko je to. Bo v kratkem že? Ne bo v kratkem. Po mojem pisal še kakšno leto pa pol, kaj tacka, mogoče 2. Ne mudi se mi v bistvu, tako da ne vem, si bomo vzel čas toliko, kolikor ga bo potrebno. Kakšni so pa vaši načrti za prihajajoče dni? Branje, čim pridem do njega. Imate kakšen fajn bralni namig za naše poslušalce, gledalce za prihajajoče poletne dni? Seveda Elvisa že priporočam. Elvisa, absolutno. Ampak to je samoumevno zdaj že. Mogoče bom dala en namig, ki ni čisto literaren, čeprav ga je napisala, sestavila, oblikovala Nobelova nagrajenka za literaturo. Ampak to je napol ustno zgodovinsko branje. Se pravi pričevanska literatura,
ne pa fikcija. Svetlana Aleksijevič, Černobilska molitev, pa ne samo to, ta knjiga je prevedena v slovenščino, prevedla jo je Veronika Sorokina. Obstajata pa tudi še dve v angleščino prevedeni njeni knjigi, recimo tudi pričevanska literatura. In če se prav spominjam, bo ena od teh dveh verjetno kmalu išla tudi pri založbi Goga. Kako so ženske gledale na vojno, na svojo udeležbo v vojni. To je čisto nova perspektiva za tisti čas, ko je Svetlana Aleksijevič to počela. In čeprav ne gre za literarne pripovedi, pa so te pripovedi izpostavile takšne doživljajske momente, da se ti iz njih dejansko odpre nekaj, iz česar bi lahko nastal en velik pripovedni svet kakšnega romana. V zvezi z avtobiografsko literaturo, no to sicer ni klasična avtobiografska literatura, še zdaleč ne, ampak takšne pričevanja pa so nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo, ker pripovedujejo konec koncev o izkustvih, ki jih sami nimamo in kako lahko skozi pripoved vstopamo v to izkustvo drugega v pričevanski literaturi, ki ima dokumentarni status na drugačen način kot v literarni fikciji, ampak vendarle pa tudi na ta način. In konec koncev potem ta pričevanska pripoved sčasoma lahko preide tudi v pričevanski roman. To so kakšna priporočila in če smo že v tem kontekstu prebolevanja pandemije, potem mimogrede povem, da je to pričevansko gesto literature nakazal pravzaprav že Albert Camus v romanu Kuga, ker glavni junak, zdravnik, pričuje o svojem spopadanju s zlom. Tako. Hvala. Tako da, če nimamo kakšnih vprašanj oziroma komentarjev, je mogoče na tej točki kar primerno, da naš pogovor zaključimo. Zdaj, za zaključek sem zbrala en čisto kratek odlomek iz ene zelo zgodnjih vaših zgodb. In sicer objavljena je bila leta 1992 v Sodobnosti, naslov je pa Prisotnost. Večer se privleče v mesto po ozkih ulicah. Najprej plah in